Ampak dejstvo je, da vsak dan v službo, faks, pridete približno tole. Brskate, med predavanji, manjite pogledate, kaj izgleda. Vaši poslovni partneri se pripeljajo, pa mogoče Kubernetisov, pogovarjate se z vašimi prijatelji raznih aplikacij, strategijske razvoja in tako naprej. Ko pridete na fakulteto, ko pridete v laboratorij, tudi tole, papir, sličnik, vzamete še list, printate rezultate, vzamete škarje, odrežete in potem vzeti. Zdaj, tema današnjega predavanja je uporaba digitalnih orodij v znanosti. Zakaj? Zakaj sploh bi to uporabljali? Zdaj, mogoče se nekdo sprašuje, to je moj laboratorijski dnevnik, raziskave, ki sem naredila na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Kaj je na tukaj? Mislim, to, da res je celoten ARP odniva. Ne vse potolaži, imam zelo dober razlog. Pač po 2 letih in pol so me kontaktirali, če lahko poiščem podatke, za člane, ki bi ga zdaj končno svetu objavili. In kdo lahko najde te rezultate? Samo jaz. Pa 2 leti in pol delam v drugi temi. Sledič delam v firmi biosistemika, ki je spin out od NIBA, Nacionalnega inštituta za biologijo, pa imamo take fajne odnose. Lahko bi bila v Ameriki nekje na drugem koncu sveta, ki podatki bi bili izgubljeni. Tako da, dajmo pogledati in mogoče kot posledica, 54% vseh raziskav, ki jih delamo, ki smo jih delali, ki se vi delati, se ne da potrditi, se ne da ponoviti. Veliko razlogov je tukaj eno to, ker se pač podatkov ne najde, ker so preslabo opisani v člankih, ker editori ne marajo brati tistih 40 negativnih rezultatov, ampak hočejo videti tistega samega pozitivnega, kaj je to dober. 17% podatkov si izgubi. Ko boste šefi, ko boste prepeljali denar za to, da boste lahko delali dobre, odlične raziskave, je tako, kot če bi od 100.000 evrov 17.000 vrgli v koš, ker čez 5 let ne boste vedeli, kje imate te podatke, da bi jih lahko primerjali z novimi podatki. Ker, vam bojo ljudje odšli, ker bojo shranjeni do nekih Excelih in tako naprej. In zakaj to ni sustainable, zakaj sploh to ni vzdržno tudi na dolgi rok, ker operiramo zelo veliko podatkih. V enem samem outputu inštrumenta, ki se reca upravičuje moja slovenščini, ampak v enem samem radu dobite na 1000 vrstic podatkov. Včasih je bil to rezultat celega življenjskega dela nekega raziskovalca, pred mogoče 50 leti. Zdaj je to dnevno. Se pravi, kako te podatke shranjujemo. In situacija zgleda kako na registralni Marie Curie, njen elektronski laboratorijski dnevnik, na desni, moderni laboratorij, najboljši inštrumenti in si papirnati laboratorijski dnevnik. In tukaj bom še zelo hiter čez, ker smo malo tesno časa, pa vsi ste lačni, ampak mi smo naredili največjo analizo trga, preden smo se spravili razvijati naš elektronski laboratorijski dnevnik. In smo se vprašali, kaj imamo tako radi papir, vprašali smo različne ljudi po celem svetu in smo jih malo vprašali, koliko sva res uporablja elektronske laboratorijske dnevnike tako vsak dan. 8%. In to znanstveniki, ker smo najbolj progresivni. Zanimajo nas zadnje stvari na področju znanosti, kako smo lahko boljši vsak dan. Ker imamo tak zagon, 8%. Pa smo vprašali, katere razlogi so za vas pomembne, da je lahko za uporabo, tako kot vsi Facebooki pa je. In največja bariera je bila, se pravi, čas spremenitev
obstoječe navade. In to, če boste šli v podjetništvo, če boste imeli pač neke najboljše izdelke na svetu, to boste vi mislili, da imate najboljši izdelek na svetu. Lahko bo neka taka fajn hipster zapesnica, pa bo šla v milijonih takih starterjev, lahko bo pa najboljša stvar, ki bi res lahko rešila toliko težav, pa boste ljudje ne bolj hoteli uporabljati. Zakaj ne? Ja, pa smo navajeni, kako je fajn pisati, pa niste lepati. No, mi smo to raziskavo objavili v znanstveni publikaciji, da morate verjeti marketinška raziskava, skupaj še z eno univerzo in pa faktor od skoraj 4. Tako da, v bistvu, šli smo nekako od uporabnikov, bodočih uporabnikov proti produktu, se pravi tak bottom-up approach. Zares elektronski laboratorijski del ne sme biti preslikava papirja, ker vam omogoča toliko enih stvari, ker lahko razno filtriranje, iskanje, organizacija dela. To ni samo papir v elektronski obliki, pa lahko uporabljate, brez problema. Tole bom malo preskočila, ampak zares lahko zmeraj dobro, ne bo podatke ukradil, nadskrbeti. Zato bo že inštitucija poskrbela, ali bo imela cloud serverje, ali bo imela lokalno serverje. Seveda je na mestu, da se pozanimate, kakšna je politika shranjevanja, kakšna je varnost podatkov. Ampak ni pa to razlog, da tega ne bi uporabljali. Kaj pomeni open source software, odprtokodni software proti zaprtokodnemu oziroma proprietary softwareu? Odprtokodni je tako, da je nekje na bolje tukaj, z nekaterim se boste zraven srečati pa veliko software objaviti, velike prednosti uporabe, ampak se lahko bo odmah o tem pogovorimo. In kam stvari grejo? To se govori Internet of Things, koliko je to fajn. In tudi od znanosti gremo zares proti temu. Se pravi, predstavljate si, da imate vi inštrument povezan z elektronskim laboratorijskim delom. Ne bo treba s ključkom tja laupati, tam pa bo računalnik slučajno nekih umrl, ker ima gor Windows 7, pa bo se skupil vse podatke za nazaj. To se vam zdi pulsir, res, kar pa tukaj tam za rakav bomo ga človeki na domoru. Ampak dela se pa zelo velik na tem. Interoperabilnost je ključna v bistvu v nadaljnji srednji. In kaj je omogoča? Hitrejše iskanje podatkov, papir ima funkcije, lažje načrtovanje dela. Ne govorimo samo o elektronskih laboratorijskih medijih. Kako načrtujete delo? Prošimo ste okvirne za tool razvoja. Pisam šalog. Kako se boste tega lotili? Jokal, delati do noči pa do večera, pa za vikende in skratka zdaj kot študentski elektronski cela. Ne, tega se ne znate organizirati. To pomeni, najboljše orodje za to Trello. Brezplačno, lahko karkoli naredite,
delo, imate izpit, evo. V treno date projekte, ki so izpiti. Imam 3 izpite v tem obdobju. Za vsak izpit si razdelite, dane 100 poglavij, za 100 poglavij, za 100 poglavij, tako. In boste videli, aha, nisem vedno mesta nagrada, da ampak glavno v bistvu za 100 poglavij porabil. Vsak pol ure za drugi izpit bom porabil. 1 uro in za naslednji izpit še pol ure. Sploh ni to prav,